Franceta Slane dejansko ni treba predstavljati, kaj posebej obširno in mislim, da ste si vse v glavnem razstavo tudi že pogledali, tako da bi se enkrat za spremembo nekoliko bolj na umetnostno-zgodovinski način ozrl samo na enega od njegovih številnih motivov, na motiv šopkov. Šopki imajo v zahodnoevropski likovni umetnosti že kar dolgo zgodovino. Pravzaprav se z njimi najprej srečamo v pozno-srednjeveški oziroma v gotski umetnosti. Takrat nastopajo seveda v podrejeni simbolični vlogi. Tudi pri nas poznamo takšna dela, naprimer upodobitve Marijinega oznanjenja s šopkom lilij, ali strojno lilijo, bolj natančno, simbolom Marijinega trojnega devištva v vazi med Gabrielom in med Marijo. V tej simbolični in velikokrat še vedno podrejeni vlogi nastopa potem šopek tudi v 15., poznem 15. in v 16. stoletju. Se pa pri tem simbolika sicer ne zgubi, spremeni se pa poudarek, postane bolj posvetna. Zdaj je šopek zlasti v 16. in potem še vse v prvi polovici 17. stoletja predvsem simbol ničevosti, vanitas ničevosti človeškega življenja. Cvetice, ki so lepe, ampak hitro ovenejo in tako dalje. Ta simbolika se potem v drugi polovici 17. in 18. stoletju počasi izgublja in šopki se v tem času, zlasti v 18. in 19. stoletju, spremenijo v to, kar so še danes, se pravi, predvsem upodabljanje lepote, cvetja, lepote celotne kompozicije in tako dalje. Se pravi, ta linija, ki nas iz 18. vodi v 19. stoletje, ki pripelje recimo do impresionistov, kakršen je bil Monet, ali ki jo seveda lahko zasledujemo tudi v slovenski umetnosti, recimo Ivana Kobilca Jakopič in seveda takšna dela nastajajo še danes. Po drugi strani, zdaj smo seveda že v obdobju moderne, pa šopek nastopa tudi v drugačni vlogi. Šopek, če širše gledamo, sodi v kategorijo tihožitic, odlično tihožitja. In tihožitja so bila po akademskih merilih v 19. stoletju najmanj cenjena od vseh slikarskih žanrov. Od figuralike so recimo gledalci pričakovali moralnega nauka, ne takšnega seveda, kot recimo v 16. stoletju, ampak recimo patriotski poudarek ali kaj podobnega. Od portreta seveda spet drugačne simbolične in reprezentativne poudarke. Od tihožitij pravzaprav niso pričakovali ničesar. In to je razlog, zaradi katerega so se potem tihožitji kot motivike lotili pionirji modernega oblikovanja. Spomnimo se tule samo na Cézanne, potem na vlogo, kakršno je imelo tihožitje recimo pri razvoju kubizma in tako naprej in tako naprej. Se pravi, tihožitje in tudi šopek kot del tega žanra postane tule neke vrste teren za eksperimente, za velikokrat najbolj drzne likovne eksperimente. In tule pravzaprav pridemo do Franceta Slane in do njegovih šopkov. Ni slikar, ki bi iskal dobesedno lepoto tiste vrste, kakor so jo iskali oni slikari, o katerih smo že govorili, ampak človek, ki z motivom rad predvsem eksperimentira na najrazličnejše načine, se z njim poigrava. Tule imate za mano in seveda tudi drugod na razstavi pravzaprav celo vrsto takšnih predstavitev, ki gre v najrazličnejše smeri. Tu je za umetnika značilno, ustvari vrsto del v določeni smeri, jo potem za trenutek opusti, se poigra lahko seveda tudi z drugim motivom v drugi smeri in tako dalje.
Tako da imate tule vse od rešitev, ki bi jih lahko recimo označili kot neke vrste daljne potomce, recimo tistega kubizma Mondrianovega tipa, še prednje Mondrian seveda postal značilni Mondrian, pa potem do značilno igrivih surrealističnih variant, do tega, kar je pravzaprav najbolj značilni Slana, tisti njegov svet, pravzaprav po eni strani dosti pesimističen in po drugi strani likovno očarljiv, ki ga predstavljajo nekatera največja po mirah, največja od tukaj razstavljenih del. To je skratka samo eden od aspektov njegovega opusa, ampak z podobnim pravzaprav razvojem in s podobnimi cilji se lahko srečujemo tudi pri njegovih drugih motivih. Najrazličnejše stopne, na katerih se poigrava s takšno ali drugačno likovno interpretacijo danega motiva. In to je seveda tisto, kar daje njegovemu opusu tolikšno bogatstvo, ki ga tudi danes lahko občudujemo. Hvala lepa.